Dober dan, en super lep kolesarski pozdrav. Danes se nahajam v Ardenih in sem se z električnim kolesom odpravil na ogled 6. etape Tour de France. Danes je eno čudovito vreme tukaj v Belgiji. Imamo pretežno sončno vreme in približno 24 stopinj Celzija. Nastanjen sem v kraju Nasson, v srcu Ardenov. V opisu apartmaja je bil omenjen tudi mountain bike, za katerega pa sem ugotovil, da že vsaj eno leto ni bil v uporabi, ker je pokvarjen. Zato sem v tukajšnjem turističnem centru najel električno kolo za 2 dni, kar me je stalo 23 evrov. Za ta denar sem dobil električno kolo znamke Cube GTS. Ima Boschovo baterijo z oznako 400 Wh. Ta ne bi zagotavljala avtonomnost nekje med 50 do 80 km. Po 5 km imam samo še 45 km avtonomije. Kljub temu, da na ravnem in navzdol ne koristim pomoči, v klanec sem pa koristil samo prvo stopnjo, tisto najnižjo eko. Kolo ima tudi vzvratno ogledalce in zelo dobre ročke na belanci. Zraven pa sem dobil še čelado, ključavnico in polnilec baterije. Šesta etapa Tour de France štarta v Belgiji, potem pa gre čez par kilometrov v Francijo in potem južnem obronku Ardenov po precej ravninskem terenu. Vzponov je malo, etapa se šteje kot flat in je dolga 219 km. Midva sva si izbrala apartma na strateški poziciji, kjer imava samo 50 km do najbližje točke, kjer bo šla etapa. Po trenutnem planu imam namen si ogledati košček 6. etape v francoskem mestecu Sedan. Ja, ti Ardeni so res eno obsežno območje belgijskih gozdov. Večinoma so v Belgiji in Luksemburgu, nekaj malega se raztezajo tudi v Nemčijo in Francijo. Po nadmorski višini so nekje med 300 in 500 metri. Zelo spominjajo na Goričko ali pa še bolj na Slovenske gorice, so pa dosti bolj obsežni, tako za predstavo dobre pol Slovenije. Gozdovi, gozdovi, 11.000 kvadratnih kilometrov gozdov. Boste rekli, da sem se vozil v krogu in da sem snemal skozi ene in iste smreke. Da je teren tukaj res zelo valovit, lahko ponazorim tudi s tem, da sem si na Stravi narisal 4 različne proge po 50 km in vse 4 so imele po 1000 višincev. Se pravi, non-stop gre gor dol, gor dol. Je pa poletje tukaj res fenomenalno. Se pozna, da smo malo bolj na severu. Tam res do 24 stopinj Celzija, svetlo je pa do 10 zvečer. Sicer pa prvi teden dopusta sva bila še bolj severno, gor v Flandriji, in tam se je čutil vpliv Severnega morja, tako da je bilo še hladneje. Maksimalno do 21 stopinj čez dan. Dvakrat je padel dež, tako da smo mogli dati dolge rokave. Vendar sem pa imel v apartmaju tisti Cannondale, s katerim sem naredil 250 km. Kadar je bilo možno, sem šel z njim en krog. Krasen izlet imam danes. Tle bo pa kar problem, sem naletel na eno 4-pasovnico, ki jo moram prečkati. Upam, da dobim tistih par sekund brez prometa, da bom lahko prišel čez. Ok, je uspelo. A ja, drugače pa so ceste in avtoceste tukaj v Belgiji brezplačne. Nobenih vinjet ali pa cestnin, kar je super. Če ne tako nasplošno cenovno, recimo apartmaji so tam po 50-60 na noč, cene v trgovinah skoraj enake kakor v Sloveniji, kakšen izdelek celo cenejši, cene zunaj v restauracijah pa dražje. Približno 20 evrov glavna jed, sladice od 8 do 10, pijače, recimo kozarc vina ali pa eno pivo, tam med 5 in 10 evri. Kar kolesarim tukaj, še nisem naletel na nobeno kolesarsko stezo.
Je pa res, da so ceste res super prazne, brez prometa, tako da najbrž ta infrastruktura niti ni potrebna. Sem pa zdaj po poti ugotovil še en problem, in sicer v marsikaterem koščku teh gozdov ni signala, tako da imam potem črn ekran na stravi in se ne morem pomagati z navigacijo. Dvakrat sem potem že ostal brez in dobil signal nazaj, tako da sem gotovo, da sem še zmeraj na načrtovani poti, ampak moram računati s tem, da se lahko zgodi karkoli. Ardeni so res zelo redko poseljeni, vmes so pa eni 3 ali pa 4 večji kraji, ki imajo tam do 10.000 prebivalcev. Kar sem preverjal po internetu, so najbolj nevarne živali v teh gozdovih volkovi, navadni gad in divje svinje, najde se pa tudi kakšna jelenjad in pa majhne živali, ptice, žuželke. Tale južni kos Belgije spada pod Valonijo, kjer govorijo francosko. Ja, tako nekako zgleda, da s to baterijo jaz ne bom prišel danes do Francije in nazaj. Tale električni Cube ima sigurno 25 kg in moram šparati baterijo za tiste zaključne vzpone. Mogoče ni bila čisto do konca napolnjena, bom videl, kako se bo obnašala jutri, ko jo bom sam v apartmaju napolnil čez noč. Ampak nobenega problema, gremo pa na Tour de France z avtom. Bom se zdaj vrnil v apartma. Tole progo imam itak na stravi in bo link od spodaj v opisu videa. Mi pa si zdaj skupaj poglejmo kolesarje, kako bojo pripeljali skozi Sedan. Evo, super, pravi čas sem prišel. Tle že zapirajo in pripravljajo za prihod kolesarjev. Yes. Thank you. Evo, sem se spraševal, ko sem gledal po televiziji, zakaj je toliko navijačev v teh pikčastih majicah. In zdaj sem ugotovil, da tu v bistvu brezplačno deli Leclerc za svojo reklamo. Počasi se že nabira zmeraj več ljudi. V mestih tako noter je itak zmeraj gneča. Ta boljše pozicije za gledanje so ljudje itak zasedli že 3 ure pred prihodom etape. So si prinesli stoličke in zavzeli položaje. Evo, 1,5 ure pred prihodom etape je že prišla vsa karavana v mesto. Ta karavana razuname ljudi tako, da jim meče različna darilca, celo jaz sem uspel nekaj ujeti. Karavana je šla mimo, zdaj pa počakamo še kolesarje. Dopoldan, ko sem prišel, je tukaj padal še dež, zdaj se je pa naredilo tako super sončno vreme in upam, da ostane tako tudi do prihoda kolesarjev. Kakor zdaj spremljam v živo po internetu, bojo ta prvi pripeljali mimo Van Aert, Fuglsang in Simons. Evo, super, tle so šli ubežniki mimo, par minut pride še peloton. V pelotonu pa še Pogačar, Roglič, Mezgec, Mohorič in Tratnik. Kolesarji so prišli skozi Sedan v 2 grupah, in sicer najprej ubežna skupina, potem pa še peloton. Tako da je tukaj zdaj vsega konec in gremo vsak na svojo stran. Tukaj bom jaz tale video tudi zaključil. Upam, da so vam bili posnetki všeč.
Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau! Čau!